Flavia Fabulus, tu stojite pred visokim tribunalom, obtoženi kraja koluta sira iz mestne kašče. Ali priznate svojo krivdo? Nikakor ne. Jupiter mi je priča, da nisem ukradla tega sira. Posvetovali smo se z bogovi, ki niso rekli nič. To smo vzeli kot znak, da ste krivi obtoženega zločina. Obsojeni ste na smrt. Kovačeva Micka, obtoženi ste kraje sira in čarovništva. Sosed vas je videl, da ste poleteli z metlo proti mestni kašči in tam s pomočjo mestnih podgan ukradli sir. Kako se zagovarjate? Čista izmišljotina, pri svetem Juriju prisegam, da sira sploh ne maram. Izvedli bomo test nedolžnosti. V rokah boste držali žgočo žerjavico in če vas ne opeče, ste nedolžni. Vkolikor pa dobite opekline, ste krivi in vas bomo zažgali na grmadi. Ječar, začnite pripravljati grmado. Sodišče je odprto. Kaj je prvi primer? Gospa sodnica, moj klient je popolnoma nedolžen teh podlih in krivičnih obtožb. Tukaj gre za očitno zlorabo pravosodnega sistema, ki krivično obtožuje mojega klienta, sicer vzornega državljana in vestnega člana lokalne skupnosti. In ne samo to, pri tem procesu so se pokazale vse napake našega pravosodnega sistema, vse luknje, v katere padajo naši državljani pri iskanju pravice, kot je recimo moj klient. Pa dobro, saj gre samo za obtožbo kraje sira iz službenega hladilnika. Zaradi tega ga ne bomo obsodili na smrt. Obtoženec je oproščen, sodba je zaključena. A potem lahko dobim sir nazaj?